Dobrodošli v energijah meseca. Danes smo znova z vami, zato da pogledamo, kakšne energije bodo v mesecu oktobru. Pa se mi zdi, da so ljudje kar težko pričakovali, ker so težko prišli do konca septembra. No? Veliko ljudi je jamrali, te mrki, pa ta devetka. Mi smo zdaj tudi v letu 9. Res je. Se pravi, je bil dvojni vpliv. Tako nas je dvojno šekalo. Smo zaključevali, preobrazili, jaz saj upam. Mislim pa, da ne poznam človeka, ki je rekel, da bi mi bilo dolg čas letos. No, naslednje leto se začne z letom 1, se pravi nov 9-letni cikel, ampak vendarle, Jimmy, kje smo zdaj? Te mrki so zdaj konc, kakšno je zdaj trenutno stanje in prognoza do konca leta? Prihajamo v zadnje četrtletje. Leto, kot si vidimo, je bilo pestro, rahlo turbulentno, ampak ne tako kot prejšnja leta. Zaključujemo zelo pomembno obdobje, zelo pomembno leto, kjer so se postavljali temelji na individualnem planu in na kolektivnem planu. Naslednje leto bo bistveno bolj stabilnejše, bolj prosperitetno, ampak zdaj v zadnji četrti oziroma oktober, november, december prihajamo v eno stabilizacijo. Bo potrebno zelo veliko modrosti, da se vse skupaj zdaj stabilizira, da se rekapitulira in da se postavljajo dobri, pametni cilji. Ne? Če se to postavi, glede na to, kaj smo vse preživeli, imamo veliko šanso, da zelo prosperiramo naslednje leto. Spravi, moja napoved je zelo optimistična za naprej. Vdih in izdih. Pričakujemo. Se bo. Se mi zdi, da to že par let drugače govorimo, ampak se bo. Je že. Ok, Darja, kako imaš pa ti zdaj? Katera živalca nam prinaša lekcije v 10. mesecu? Mačka mogoče? Ne, mačka, kuža. Zdaj, če gledamo tako nasploh, ne rečemo mačka pa pes. Kuža si skočita v lase, v kitajski astrologiji pa ne. Se pa dobro poklopita in tvorita ognjeno energijo. Tako da mesec kuža in sicer letos ognjeni, sončni kuža, torej na nebu sije sonce, radodarnost in ker je tudi kača, torej smo v letu kače, kar lahko zdaj še bolj čutimo in je kača tudi predstavljena s soncem. Lahko bi rekli res mesec, ko svetloba prodira in osvetli vse temne kotičke. Ampak nam tudi marsikaj pokaže. Hkrati je kuža žival, ki je zvesta, lojalna, sam kuža je predstavljen z elementom gore. Planine. Tako da pomeni nekaj stabilnega, lojalnega, nepomičnega. Sam heksagram meseca je planina, mirovanje, kar nas uči. Planina nas veliko nauči o stabilnosti, umirjenosti in da ne delujemo na silo, kajti v oktobru bi delovanje na silo lahko imelo negativne posledice. Torej, mesec govori o tem, da se umirimo, da zaupamo in počakamo na pravi čas, ker bo prišel slej ko prej in znotraj te umirjenosti potem lahko svetlobo kujemo načrte za naprej. Pa tudi prebava je izpostavljena, recimo želodec. Kača je tanko črevo, asimilacija, ločiti čisto od nečistega, uporabno od neuporabnega. Ne? Vse se povezuje. Vse gre. Vedno znova sem navdušena nad tem, kako govorite iste stvari v drugem jeziku. Astrološkem jeziku, badz oziroma feng shui jeziku in pa jeziku numerologije. Numerologija pa ta 10,
1:0, itak jaz to vam moram obljubiti, enkrat moramo posebej oddajo narediti, kako je koledar v resnici, bom si zdaj upala dovoliti, totalna manipulacija in je daleč stran od naravnega, ker to, ko enkrat človek prebere, to, ko enkrat človek zve, gleda na vse stvari popolnoma drugače, ker to je res noro. Ampak kakorkoli, 10. mesec 1:0, se pravi 10 vibracije 1, smo že v 10. mesecu, a ne? S tem, da vedno oktober nam malo tako daje vpogleda v to, kaj naslednje leto prinaša. Je pa 10 tudi karmično število, ampak pozitivno karmično število in nam pomaga prerezati vse tisto, tako lepo vod je naredila Darja, kar naj bi ostalo v preteklosti. 10 simbolizira res preteklosti, res karme. Pa vse smo se zdaj v septembra dosti ukvarjali s tem. Absolutno. Ampak ta 10 je tista, ki pa pod reče, ok, zdaj vam pa res dovolj. Ne rabim še enkrat podoživeti, ne rabim še enkrat analizirati, ne rabim še enkrat ponoviti, ne rabim vsem prijateljcem 15krat povedati, kaj me je razočaralo, kaj je bilo to, kaj je bilo ono, ampak dejansko graditi naprej. Se pravi, dajmo si oktobra vzeti čas in razmišljati, kaj si želimo doseči 2026. Ker bo izjemno pozitivno leto, ker je leto 1, novi začetki, napredek. Kaj je tisto, kar nam prinaša napredek? Ne spremembo, ampak napredek. Ne samo nekaj, da delamo, da nismo več kura, ki se vrtimo v istem krogu, ampak kaj je tisto, kar želimo graditi in kaj je tisto, kar bomo pustili v preteklosti, brez tega, da bi zdaj neko full dramo delali. Ampak preprosto, kaj je tisto, če se pravi, zdaj ne želim imeti več bele, ne več dajati pozornosti beli, ampak mogoče si pa želim tako lepo bordo. Se pravi, dajati pozornost bordo, tistemu, kar želimo ustvarjati. Zamenjaš fokus, pa gre. Tako. Wow, jaz se zelo veselim naslednjega leta, moram priznati, zaradi mnogo elementov in zaradi tega, ker gre za nov 9-letni cikel, zato pa letos zelo hitro tudi ljudje dobijo tole napoved energij leta 2026, ki je kar precej konkretna zadeva, ki jo boste lahko dobili brezplačno na klepet.kavi.si. Mi smo zdaj v tem štartu oktobra velik fokus dali na starejše, mednarodni dan starejših je, tako da smo tudi za njih v teh dnevih nekaj pripravili, pa prva obletnica knjige je Biohacking po matrici narave, tudi to dejansko pogledajte, koliko hitro je šlo to leto mislim, zdrvelo je, hkrati je bilo pa kar polno izzivov, ne? No, pa v tem mesecu praznujemo še tudi kakšne druge stvari, katere bomo omenili. Gremo mogoče zdaj, Jimmy, na tiste pomembne astrološke premike, odmike in primike, ki se bodo zgodili v oktobru. Drugače sem pa ful vesela, da septembrskih energij nisem jaz vodila, no? Sam povem, glede na to, kak mesec je bil. Tako da za oktober pa kar povej. Jaz pa sicer oktober najrajši. A res? Zato, ker greš v Grčijo? Ne, zato, ker sem se takrat rodil. Bomo praznovali. Tako je, ne. Drugače imamo polno luno, pa še mlado luno, tako kar vsak mesec, ampak polna luna v ovnu in mlado luno v tehnici, ker poudarja, itak je znamenje tehnica, sicer konec oktobra je pol škorpion, ampak večji del oktobra je v znamenju tehnice in tukaj je poudarek na odnosih, ne. In mogoče za oktober to je zelo pomembno, ker ta os, to je kardinalna os oven tehnica, poudarja, da vzamemo oktober, da utrdimo, prečistimo in na novo vzpostavimo odnose, bodisi intimne ali pa poslovne. Idealna platforma. Pa sam sabo, ne? V osnovi začnemo sami seboj, z najbližjimi in na kolektivu. Potem imamo še eno zelo dobro novico, Pluton končno spet gre iz svoje retrogradnosti. Dokler je bil Pluton retrograden, veliko notranjih prebiranj, transformacije ran. Vsak si je imel opravka sam s sabo, ne? Še posebej septembra, avgusta in to. In zdaj spet gremo v zagon. To je recimo nekaj najbolj poudarek za ta mesec.
ful mi je zanimivo to, ker vsakeč, ko se pogovarjamo o nekem mesecu, se avtomatsko tudi med nami vzpostavi taka energija, se mi zdi. Pa zdaj smo se tudi z lokacijam tukaj selili, naslednji mesec smo še tukaj, pol pa res pridemo v našo lokacijo, ampak bomo počakali, da pridemo do tja. Ampak ja, prav ta energija se vzpostavi. In danes recimo jaz čutim zelo tako umirjeno, stabilno, ne resno, ne napolno ekstravertirano, ampak tako zaživeti. Prijetno, Ja. prizemljeno, stabilno, to, o čemer govori oktober. In ko je Jimmy poudaril odnose, intimni odnosi, in res tu vidimo tudi eno zelo lepo zvezdico, povezavi med letom in mesecem, ki se imenuje ženitveni posrednik. Dobro, ne? Žal, bodo. Ja. In zelo lepo vpliva na intimne, tudi poslovne odnose. Kaj si rekla? Tinder? Aha, ok. Okay, Lili je dobila asociacijo. Tudi lahko je. Jaz mislim, da naši gledalci čakajo, mogoče se je pa že zgodilo, ne vem, ker nisem na trgu samskih, da, a veš, tista aplikacija za une, ki niso peciva dobili. Ja. A veš? Se to še ne obstaja, se to pa res ne navadno. Meni se zdi, da mislim, da Mislim, no, ne logično vem. bi bilo. Nam Bomo bojo raziskali. Bojo gledalci in Sigurno. gledalke povedali. Ja. Ja. Tako da, ja. Prebava. Prebava, ne? Marsikaj je treba prebaviti, ampak tako je, ne, kot pralni stroj, daš različne vrste perila, ne? Belo, črno, pisano. Krska. Ja, ni glih dober, ne? Pride en čuden miks ven. Tako tudi rabimo zdaj mi malo sortirati. Ne, in da Ampak ni se to pa preveč je vsega. cela energija jeseni. Se pravi, je ta element kovine, Spuščanja, meje, odreže, obmeji, Tako, v bistvu tako. ne, gospodari. tisne, se umakne navznoter, ne? Tako da delovanje navznoter pardon, je zdaj zelo poudarjeno. Ja, zanimivo. 10.10. po moji intuiciji a veš, bil je tak dan, ne? Poseben. Poseben. Zveni, a ne? Zveni. Ja, 10.10. je zelo močno usmerjen v prestrukturiranje tega, kar mi mislimo in s čimer se mi želimo povezovati. Se pravi, če se navežem znova na Darjo pa na Jimmyja, odnosi, s kakšnimi ljudmi se želimo družiti. Pa tudi mogoče iskreno pogledati, kakšne ljudi imamo okrog sebe. Ali so to ljudje, ki nas sprejemajo, ki nas razumejo, ki nas podpirajo, ki nam dajo energijo, dajo neke vrste podporo, sočutje in tako naprej. Ali so to ljudje, ki nas pijejo. Ampak to bo ful lažje, ker se mi zdi, da v septembru smo mi dejansko lahko začeli čutiti, to so pa vampirji. Ja, te me pa ja, pijejo, ali ja. pa te me pa ne. Tako da ima smisel, da bomo lahko to naredili. Tudi lažje potem pustili neke te odnose za seboj. Brez Z občutkov spoštovanjem, krivde. a ne? Vsak ima svojo pot, vsak je na svoji stopnji razvoja, bom rekla. Samo preprosto pustiti. Tako da 10.10. absolutno v ospredje postavlja odnose, odnos do sebe, samozavest. Sprav lažje bomo mogoče tudi skomunicirali to, kar želimo povedati. Pa drug datum, ko sem prepričana, da ga tudi tvoja intuicija ve, 19.10. je pa s karmo povezan datum. Ja, to pa nič moja intuicija. Ni ding ding. Ni, nič ni. Zakaj? Tvoja intuicija se 19. je osredotočila na 10. 19.10.2025. Zakaj bi bilo to posebej? Lahko nam ego ponagaja, pa jaz mislim, da vsi tisti, ki pa mogoče si še malo zatiskajo oči, ki mogoče še niso čisto zavestili toksičnih odnosov, toksičnih situacij, tukaj bom zraven rekla tudi prehrana, ki ni v redu, gibanje, ki in tako naprej stil življenja, se mi pa zdi, da znajo dobiti en tak velik opomnik na tisti dan. Za vse nas pa velja 19.10. ne biti hitre jeze, naglih odločitev in reakcij. Dobar, v tem datumu se že potem odpiramo tem energijam 1. novembra, a ne? Ki je pa tudi zelo specifično. No, ravno zaradi tega od 15. oktobra, Ana, od 15. oktobra, da pogledam, da nam kaj narobe povedala, od 15. oktobra, ja, velja ena krasna in čudovita zadeva. Imamo tektite, 790.000 let stare in jih bomo podarjali ljudem. Odlično za oktober.
Ja, od 15. oktobra do takrat, ko jih bo zmanjkalo, pač, a ne? 16. oktobra. Ampak ne, jih je dosti, jih je kar nekaj na zalogi, podarjajo se in tektiti te imajo res zelo močno energijo, ki te tako mal dajo v tvoj jajc v tem smislu. Poznaš tektite, ne? Zelo zaščitniški so tudi, ne? Ja. Zaščitijo energijo, vsi zvezdni kamni nosijo neka višja sporočila, vibracije, ne? Da nas povzdignejo na nekaj, kar je tukaj nedosegljivo, kar je od tam. Ne? Tako da, ja, krasno. Ja. Oktober idealen za to. Ja. Jaz moram priznati, meni je ta potem proti novembru oziroma ta november, se mi zdi, so res tukaj težke energije, ne? Tako da sva se midve z Lili odločili, da greva. Tako, ja. Bomo še kaj povedali o tem, ampak vendarle pripravljamo se na ta veliki finiš, ki bo bolj stabilen. Si že v začetku leta dejansko omenil, da ta oktober se pa veselimo, a ne? Ja, konec leta bo stabilizacija, ne? Tako da z oktobrom se začenja. To, kar smo prej govorila, intimna preobrazba bo nekako v sredje. Ne? Katera znamenja bojo pa najbolj na udaru? Oven pa tehnica. V tem smislu pozitivnem? Ja. Pač tukaj oktober je vedno priložnost, da pridemo v stik s svojo ranljivostjo, ne? Zato, ker se odnosi izpostavljajo. Kadarkoli se odpiramo, postajamo bolj ranljivi, ampak prvi oktober je, da pridemo v stik s svojimi ranami, ranljivostjo in to nam služi, da lahko naredimo bolj stabilnejše odnose. Ne? Vse, kar bomo oktobra naredili, to bo za naslednjih pol leta, leto dni, kot neke sorte temelja. Imeli smo v septembru mrke, ker nam je dalo tisto gradivo, oktobra se pa začenja tisto, kar smo postavili septembra, ne? In naslednjih pol leta. Tako da intimna preobrazba, potem iskanje ravnovesja, ker tehnica pa oven išče ravnovesje. Ker če ne bomo dobili ravnovesje, težko bomo zaključili leto. Če pa dobimo ravnovesje, gremo bistveno bolj stabilni v november in december, zaključimo eno, recimo, koledarsko leto, čeprav to ni astrološko leto, ampak je koledarsko, ampak vseeno, ne. Gremo zelo stabilno in čaka nas kar nekaj še izzivov novembra in decembra, ampak generalno jaz sem zelo optimističen. Tudi jaz. Zanimivo mi je, ti si govorila o prebavi, 2.10. je svetovni dan želodca. Sicer takrat še ni ognjeni kuža, ker vstopi 8. oktobra, ampak se že pa pripravlja pa se. Kovina, ne? Kovina kot debelo črevo, seveda tudi povezana z prebavo leto, kače, tanko črevo, oktober, potem od 8. oktobra želodec, tako da vse to je povezano in ja, belo se pere na 90. Belo se pere na 90. Krasno. Od 60 naprej se pa, ne? Tako. Ko smo pri želodcu, torej klepetovi strokovnjaki so dodali na seznam priporočenih izdelkov ravno v tem obdobju nov izdelek, ki je ravno za želodec. Gre za eno holistično formulacijo, dajte si jo pogledati, kar se tega tiče, ker je krasna in zelo, zelo učinkovita, pa tudi glede možganskega reseta si poglejte, v navdihujočih novicah imamo celo eno zadevo, neko tabletko so naredili, ki naj bi pomagali možgani se veš, največ porabijo energije, pa v bistvu so najbolj napadeni. Tako da zaradi tega pripravljamo tudi en tak 5-tedenski spletni tečaj za možgansko nevronadgradnjo. Wow. Krasno. Lili, še zadnje misli in zaključki o mesecu oktobru, ki bo torej zelo težko pričakovano vstopil v naše življenje in prinesel val stabilnosti. In bolj pozitivne energije. Ja. Pa imamo točno to energijo v mesec oktober. Ozavestiti. Tako, dajmo to ozavestiti in dajmo iskati potencial.
Nič simbolizira vse ali nič. Se pravi, marsikaj nas obdaja, marsikatero možnost imamo, priložnost imamo. Ne nazadnje, na internetu je ogromno vsebin, ki jih lahko ali poskusimo, ali preberemo. Dajmo raziskovati pravzaprav. A vidiš, ti praviš, belo se pere na 90, ona pa pravi, pa v redu je, sivine so. A veš, Tudi to mora biti. Vse je točno v perfektnih odtenkih. Ne? In bi rekla predvsem, dajmo čim manj misliti. Ne? Ja. Čim manj misli ali pa brezmiselno stanje, ko si živ, bivaš, deluješ in si umirjen v stanju, kakršno je, imaš cilj, si poravnan in dihaš. Ne? To je tisti modrečev na svet. Iz umirjenosti se vse zgodi. Umirjenosti. Ja, krasno, hvala lepa, Darja. Spoštovani gost, izvolite, zadnje besede so vaše. Oktober je dobra priprava, da dokončamo vse tisto, kar se je dogajalo v celem letu. Nekateri so zelo napredovali, nekateri so imeli zelo velike preboje, eni so se pač ukvarjali z večjimi težavami, ampak generalno gremo v eno bistveno bolj optimistično obdobje, ne samo na individualnem, ampak tudi na kolektivnem. Mislim, da se bojo določene energije zdaj umirile, določeni procesi bojo stabilizirali, čeprav to je proces. In zdaj, če dovoliš, bi sam dal mehko objavo za november. Prihaja za naslednje leto napovednik celostni za energije leta, da lahko že z novembrom naročujejo. In s ponosom objavljam, da sem končal svojo knjigo. Zvezdna slovnica ljubezni je ime in govori o poetično-duhovno-terapevtski knjigi o astrologiji. Astrologija je sicer zakulisje, ampak je bolj poetično-duhovna knjiga. Ne? Tako da najavljam svoje remek delo glede tega, ker sem zelo ponosen po parih letih. Evo, zaključil sem zadevo. Iskrene čestitke, se veselimo in naslednji mesec se pogovorimo kaj več. Eto.